Novo uporabniško vmesje, ki je bilo predstavljeno z različico 20.1, vključuje 7 novih komponent, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Osnovne komponente so glavni izbornik ali main menu, kjer so na voljo vsi ukazi za nastavitev projekta in njegovih lastnosti. Ena od novosti v različici 20.1 je SCS Spotlight, ki predstavlja središče vsega v novem vmesju, desno pa imamo status bar. Tukaj lahko najdete ukaze za lovca seve, kote, standarde itd. V središnjem delu desno pa imamo panel lastnosti ali property panel. V spodnjem desnem delu je view bar, s katerim lahko prilagodite videz konstrukcije v vmesju. V središnjem spodnjem delu se nahaja input panel, kjer so zbrani vsi ukazi za modeliranje in vnos informacij v model. V levem spodnjem delu se nahaja proces toolbar, ki vsebuje ukaze za proračunavanje rezultatov, dimenzioniranje itd. Poleg teh osnovnih komponent novega vmesja so tu še komponente, ki so bile prisotne tudi v starem vmesju, kot so desni klik miške in središnji tridimenzionalni model. Rotacija ostaja enaka kot v prejšnjih različicah. Vsaka od prej omenjenih komponent se lahko prilagodi željam uporabnika, s klikom na levi gumb miške pa lahko premikate panel po vmesju. Če se prikaže roza trak, to pomeni, da bo panel zaklenjen na tem območju. Če se prikaže modri trak, to pomeni, da bo panel raztegnjen po celotni dolžini. Mogoče je še en scenarij, in sicer zeleni trak, ki pomeni, da bo panel popolnoma ločen od roba do roba vmesnika, kot je privzeto za panel lastnosti. Če ste prilagodili vmesnik po svojih željah, ga shranite, poglej konfiguracija uporabnika shrani. Lahko naložite uporabniške nastavitve.